današnji dan in seveda jutri, ko je praznik, minil tako, kot je učil oziroma kot bi si želel Rudolf Maister, se pravi, da smo Slovenci enotni, da stremimo k skupnim ciljem in da si vse leto in vsa leta naprej prizadevamo za to. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Prepričan sem, da bomo, ne mislim samo na politične voditelje, ampak na vse državljanke in državljane, premogli dovolj modrosti in odgovornosti do domovine in do prihodnih rodov, da se bomo uspeli dogovoriti, poenotiti, da bomo sprejeli prave odločitve in da se bomo vrnili na pota stare slave. Hvala za pozornost in spoštovane Kamničanke in Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Hvala lepa. Še enkrat tukaj za oba. Ta slika bo ta zdrava. Pa upam, da bomo tole naredili ta randopan pelal, tako kot smo tudi nezdačni hvala, enako se čestitam občini v prazniku, občinskem prazniku generala Maistra. Vse dobro, še za naprej. Enako. Veseli me vaša udeležba, ki nam daje vedeti, da je ta dan resnično praznik vseh občank in občanov občine Kamnik. Rudolf Maister ostaja osebnost, ki ne razdvaja, temveč združuje enako ali pa morda tudi različno misleče. Nocoj ni prostora za prepirljivost, nocoj slavimo. Slavimo ne samo rojstni dan našega velikega generala in pesnika, ampak dajemo čast in poklon občini Kamnik. So bili avstro-ogrski oficiri proti njemu in Slovencem, se ni spraševal, kaj bo, če bo, temveč je verjel v svojo in narodovo idejo in jo tudi izpeljal. Bil je nek drugačen čas, a po svoje enak, poln negotovosti glede prihodnosti. Na koncu velja iskrena zahvala mojim sodelavcem in vsem, ki skrbite za dobrobit občine Kamnik na vseh področjih življenja. Iskrene čestitke tudi dobitnikom priznanj, vam pa lepo praznovanje občinskega praznika. Hvala lepa. Večer, prijazni ljudje. Najprej moram reči hvala predlagatelju tega priznanja, to je lista Tona Prasmolnikarja za Kamnik, in pa seveda hvala vsem, ki kasneje niso bili proti, ko so glasovali. Ja, vesel sem dobro videne in ganilo me je, ko sem zvedel, da bom letos dobil priznanje. Drži, 25 let že po Sloveniji hodim s svojim soklom in s klobukom, pa ne samo po Sloveniji, povsod, kjer živijo Slovenci, dobršo del sveta sem prehodil in jih tam zabaval. In ko mi je pred 8 leti prijatelj iz Kanade vrnil obisk, sem mu pokazal Kamnik, veliko planino in vse te lepote. Pa mi je rekel na veliki, ko sva sedela na zelenem rogu, prav, Bordovničar, my God, ti imaš nebesa na tej zemlji. Zato vas lepo prosim, dragi Kamničani, ohranimo ta naša nebesa in ta naš Kamnik. Naj se tudi jaz najprej zahvalim. Ko je žena prebrala v kamniškem občanu, da je predlog, rekla se nisem vedela, koliko dober. Vendar nekaj moram reči. Namesto mene tukaj bi verjetno sodilo sem še vsaj 20 mojih
prijateljev iz planinskega društva, kajti dejansko samo eden ne more tu napraviti nič. In v teh letih smo res kar precej stvari napravili. Moram reči, da lani smo, ko smo predajali koče oziroma ko smo imeli kar precej velike hude komisije od Ministrstva za gospodarstvo in Evropske skupnosti in smo zelo podrobno pregledali, kaj smo naredili, kako smo počali, skratka, resnično daljno in na koncu šlo, pa kaj za vraga, moramo vse to delati. Ja, pa ste rekel, veste kako je, ti se ne laži golfa. No, moj odgovor je bil, veste kako je. V hribih planinci rekli, samo prinesemo, kako vzamemo. Hvala lepa. Za veliko priznanje. Najlepša hvala občini Kamnik in vsem, ki so mi podelili to priznanje. Prav tako najlepša hvala vsem predlagateljem za to. Prav tako pa najlepša hvala vsem, ki so mi pri vsem mojem delu vsa leta nesebično pomagali. Teh je bilo zelo veliko in pri vsem tem prednjačite Kamničane. Prav vse to delo ponovno dokazuje, da je možno Kamničane med sabo zelo različne zbrati ob dobri zamisli v knjigi o kakšnem lepem kulturnem načrtu. In to se je še posebej pokazalo pri lanski knjigi profesorja Ivana Zima. Vsem najlepša hvala. Zlato, ki sem ga prejel, je priznanje športu, športnim entuzijastom, športnikom in seveda firmi Calcit, katero zastopam. Občina utrjuje s tem občinskim priznanjem velik pomen športa in športnega življenja v Kamniku, kar je velik dogodek, ker imam občutek, da do zdaj temu ni bilo tako. Morda bo to dejanje spodbuda k višjim občinskim prispevkom in pomoči kamniškim klubom in športnikom, ki ga trenutni prispevek ne omogoča. Smatramo športniki, ki se lahko tako imenujem, da je prispevek iz občinskega proračuna občutno premajhen glede na število športnikov oziroma število otrok, ki bi se radi rekreirali oziroma športom ukvarjali. Morda bo to dejanje spodbudilo razmišljanje o izgradnji novih športnih objektov. Morda se bo zaradi tega zganilo še katero drugo podjetje in primagnilo še kakšen kovanec zraven, da ne bo samo Calcit tisti, od katerega bo odvisno vse. Morda se Calcitu kaj zgodi, pa ne bo več tega denarja. Če je Calcit povzročil takšno spomladansko prebujanje s tem zlatom, ki ga prejemam, potem visoka sponzorska sredstva v zadnjih 20 letih niso bila za manj. Dosežki naših športnikov so resnično veličastni. Zelo ponosen, da so predlagatelji uspeli oziroma našli te vse moje storitve ali pa vse moje delo, ki sem ga opravil, da so ga ocenili tako visoko, da sem danes lahko tu in prejemam to izredno priznanje občine Kamnik. Hvala vam za to izredno priznanje. Hvala in še naprej ostanemo Kamničani. Trudimo se, da bi Kamniku šel naprej in da bi v Kamniku bilo vse čim boljše. Hvala vam.